En lep dober večer v mojem imenu. Jaz sem Ina Benčanko Frelih in sem ustanoviteljica društva KD Ljubljana Kijev, kulturno društvo Ljubljana Kijev. Danes me podpira naš predsednik Andrija Hevka, pa še en ustanovitelj, tako da vidite, so prišli nekaj malo pripred malo na dogodek. In danes je dogodek, zadnji, 4. dogodek v okviru, jaz temu rečem, kulturni miks Boršč. In upam, da tale ime bo nekako se ustalilo. Že drugo leto to delamo v Medvodah, tako da mogoče morate se navaditi, da neke dogodke v Ukrajini ponavadi se zgodijo maja. In temu se reče kulturni miks Boršč, zaradi tega, da so tiste dogodke zelo raznoliki. Včasih kakšna predstava, včasih kakšna razstava, kakšen pogovor in tako naprej. Danes sem zelo srečna in vesela, da vam lahko predstavim zelo zanimivega človeka in zelo pogumnega človeka. Gre za znanega vojnega dopisnika, ki je tudi bil pred kratkim v Ukrajini, gospod Valentin Arih. Tako da, jaz bi sem spoznala gospoda Ariha na enem našem dogodku, ko smo takrat organizirali en dogodek v hiši Evropske unije zaradi 2. obletnice vojne. Nažalost, čas gre zelo hitro. Nekako smo bili na začetku tako prepričani, da to bo hitreje se končalo. Zdaj vidimo, da to je dolga vojna. Zdaj pogovarjali o 2. obletnici in gospod Arih na kratko, ampak zelo toliko jedrnato povedal svoje doživetje v Ukrajini, ko je bil tam dopisnik, da se rekla, to mora biti več kot 6 ali 5 ali 5 minut. Ne? In hvala Bogu, ne vem, komu vsem, se zahvaljujem, da pač lahko danes si privoščimo 1,5 ure zanimivega pogovora. Tako da hvala, da ste se odzvali in bomo začeli. Malo smo se, sicer moram priznati, smo se pogovorili prej, ampak začeli smo kar iz 1. svetovne vojne. In bom kar predala besedo gospodu Arihu in bo razložil, zakaj smo začeli pogovarjati o 1. svetovni vojni in bomo prišli tudi do naše vojne v Ukrajini. Ja, najlepša hvala za povabilo in tudi najlepša hvala vam za pozornost, za prisotnost. Mogoče se bo vam zdelo malo neobičajno, ko gospa omenja Prvo svetovno vojno, kaj ima Prva svetovna vojna z današnjo vojno v Ukrajini. Verjetno ne prav veliko, ima pa precej z nami Slovenci. Namreč naši dedje, pradedje so se v Prvi svetovni vojni borili v Galiciji, so se borili v zahodnem delu Ukrajine. In moram reči, da jaz sem zadnjih od leta 1991 spremljal številne vojne. To se pravi, začel sem z vojno na Hrvaškem, pa vojno v Bosni, v Makedoniji, na Kosovu, potem tudi Afganistan, Irak, Čečenija. Različne vojne, različne dimenzije. Zdaj, moja zadnja vojna je bila vojna v Ukrajini, ki me je v marsičem presenetila. Niso pa bile, seveda, da se vrnem zdaj na Prvo svetovno vojno, niso pa bile to moje prve nekako zgodbe iz Ukrajine. Jaz že kot otrok sem poslušal od svojih prednikov zgodbe o Ukrajincih, zgodbe o Ukrajini. In sicer eden od naših sorodnikov se je boril, moja družina drugače izhaja iz Koroškega, in so se borili v Ukrajini pri Lvivu, zahodno od Lviva. To bo Andrija zelo dobro vedel, gre za bitko pri Gnili Lipi. Ja. To je neka soteska, kjer je zahodno od Lviva so bili poslani slovenski pešpolki, kjer so se takrat v okviru Avstro-Ogrske borili proti Rusom. Ta vojna, seveda Prva svetovna vojna, je bila izjemno krvava in seveda ta sorodnik je uspel preživeti to vojno, padel je tudi v rusko ujetništvo.
Ne samo, da je videl, kako je ta vojna potekala, ki terjala izjemno noro število žrtev. Treba je vedeti, da takrat so Slovence, pa ne samo Slovence, moja familija je drugače po očetu, so Nemci, so jih poslali brez kakršnega urjenja, popolnoma neizkušene fante na bojno polje. In to so jih na stotine, že do prve ure boja, samo zaradi topništva. Še preden so sploh prišli v stik z ruskimi enotami, so padli, izgube so imeli tudi Rusi ogromne, ampak Rusi so to bistveno lažje kompenzirali, ker ko so oni izgubili 10.000 vojakov, je takoj v zadju že stalo novih 10.000 in prišlo na frontno črto. Zanimivo je, da je seveda ta moj sorodnik pač vse to doživel, potem je v ruskem ujetništvu doživel tudi rusko revolucijo, ki je zajela tudi Ukrajino, bo potem vojna za Poljaki in Rusi. In ta sorodnik je potem leta 1922 prišel nazaj v Slovenijo, kjer je pač seveda nam potomcem nekako se je ohranilo njegovo ustno izročilo o Ukrajincih, o dogodkih tam v Ukrajini. On je namreč v vojni, zato je tudi padlo ujetništvo, izgubil sluh zaradi eksplozij, ni več slišal. On je bil v času bolševiške revolucije v Ukrajini, so te vojaške ujetnike, Nemce, ki so jih drugače tretirali kot Slovence. Slovence so relativno dobro kot Slovane, so dosti dobro prišli skozi, medtem ko Nemci slabše, pa Avstrijci. So jih postavili kot v oddelke za egzekucijo. Oni so praktično, ko so bolševiki streljali po vaseh pa mestih ljudi, ki so jih smrtili, so mogli te vojaški ujetniki, med njimi tudi naši, so mogli zakopavati te grobove. In po nekih 5-6 egzekucijah, ker je on govoril, da je na tisoče in tisoče ljudi so zakopavali, s tem, da so si oni mogli prej grobove skopati, oni so jih samo zakopavali, niso kopali grobov, je govoril, da so seveda vse te, ki so zakopavali te žrtve, so na koncu pobili. On je edini, ki je preživel je pa zato, ker se je delal, vedeli so, da je gluh, ampak se je delal, da je tudi gluhonem, to se pravi, da tudi govoriti ne more. In ko je poveljnik, komandant te bolševiške enote z egzekucije, dal ukaz, da se vse ujetnike pobije, je on se vrgel na tla pred škornje tega bolševiškega komandanta in ga je prosil za milost. Čisto mu je vojaške škornje in mu mumlal, ker se je pač delal, da ne zna govoriti, da se naj ga usmili. In dejansko oni so videli, da je fant, takrat je bil star 22 let, je bil gluh, pa še govoriti ni znal. In so rekli, on ne bo nobenemu nič povedal, kar je videl, tako da pustimo ga pri življenju. In tako je on preživel Prvo svetovno vojno in vse te revolucijo, prišel tudi domov na Koroško, kjer je potem tudi ljudem razlagal, kaj se je dogajalo, in noben takrat nisem mogel verjeti, da obstaja, zdaj pa kar na tisoče in tisoče Ukrajincev pobijajo. To se jim zdelo tako, pa tudi Rusov, ne. V Rusiji se jim je zdelo nemogoče in so kar nekako so mislili, da je zaradi vojne, takrat se je govorili, da se je mu zmračil da ni več pripravi, ne. Niso verjeli, da je kaj takega sploh mogoče. Gospodarju, bi tukaj vseeno malo remarko naredila, ker mi pogosto, še jaz, ko sem učila v šoli, so nam razlagali, da je ruska revolucija in tako naprej, torej na teritoriju Ukrajine. Zdaj mi vemo, da je šlo v bistvu za probo, probali so Ukrajinci postati neodvisni, ne? Torej so se borili za svojo neodvisnost, nekaj let, kakšno leto pa pol smo celo naredili državo, so temu rekli UNR, ampak nažalost nam ni uspelo. Imeli smo take sovražnike zraven, sovjetska tale oblast, potem nekaj znam s Poljaki ni uspelo se dogovoriti, tako da mi zdaj temu tudi rečemo zmaganje za nezavežnost, torej
sproba narediti neodvisnost, ampak tega nam ni uspelo. Zaradi tega gospod Arih to, kar razlaga, to so prihajali cele zagone, recimo Muravjova, ne, v Kijev in tako naprej, in pobili na tisoče ljudi, nedolžnih, mladih, otrok, različnih. Torej, gre za masove, take množične razstrelitve, ki so, kot omenja gospod Arih. Ja, značilno je tudi... A še, Ja. se še tok trudi. Okay. Malo se pozabljam besede, sorry, se sekiram. Značilno je tudi, recimo v Sloveniji, vidite, da pa tudi v Nemčiji, pa v Avstriji, na vseh vaških pokopališčih vidite številne spominske plošče vojakom, našim vojakom iz Prve svetovne vojne. V Ukrajini, ker je to spadalo pod Sovjetsko zvezo, niso delali nobenih grobov. Ne? To se pravi, vsi te množična grobišča so bila neoznačena, celo niti zapadlih ruskih vojakov, recimo Avstro-Ogrska je v Galiciji postavljala številna pokopališča, ki so v tem času Varšavskega pakta propadala, zdaj pa v času Evropske unije, ker je Evropska unija tudi dala izdatna finančna sredstva, so ta pokopališča izjemno zgledno, zelo lepo urejena na Poljskem, to se pravi na Slovaškem, na Slovaškem, deloma na Madžarskem, torej ta linija obrambna je šla od Přemysla pa dol po Karpatih. In zanimivo je, tam so tudi številni pokopani slovenski vojaki iz Ljubljane, iz Gorenjske, iz Dolenjske, tudi iz Štajerske, Celje, Celjskega pešpolka, Mariborskega pešpolka. Večinoma so te grobovi na žalost pozabljeni v spominu Slovencev, ampak lahko tudi na teh grobovih prav vidite imensko, so še nekje opisani tudi imensko Slovenci in lokalno prebivalstvo z nekimi lokalnimi zgodovinskimi društvi kar lepo vzorno skrbi za te grobove, tudi slovenske grobove. Gospod Arih, tukaj bi jaz omenjala tisto našo pogovor o enem velikem takem spomeniku Prve svetovne vojne, recimo tako, temu se reče Ruska kapelica, ne? No, to je en velik tak za nas težek predmet, ne vem, kako bi temu rekla pravilno. V glavnem gre za to, da Ruska kapelica, karkoli se dogajalo med Prvo svetovno vojno, potem se reče temu ruski. Ni nujno, da je bilo rusko, ampak se temu reče rusko. Ruska kapelica, ruski most v Postojni jami in tako naprej. In smo se prej pogovarjali, da menda obstajala neka piramida, kjer točno piše imena ljudi, ki so padli, ker ta plaz je bil znali so imena ujetnikov. No, in menda, to treba še bomo videli, kako to probali določiti Ukrajinci, da so bili priimki. In sodeč po priimkih, ki so tako kot jaz Enko, recimo, to mi točno vemo, odkot jaz prihajam. Jaz prihajam iz centralne Ukrajine, Uk-Jug, to je zahodna Ukrajina, Iv, to je Galicija, recimo, ne. No, in menda je to bilo moteče in zdaj iz tega naredili celo zgodbo, veste, zakaj gre, kdo je prihajal 2016 na obisk, ne, Putin, in temu se reče Ruska kapelica. Ampak tisti ljudi, ki se poznajo na arhitekturo, točno vejo, da ta kapelica nima nič skupnega z rusko arhitekturo, z rusko kultno arhitekturo lesenih kapelic. Tako da to še ta zgodba, kako, pa jaz tudi razlagala gospodu Arihu, kako sem enkrat slučajno bila v Vukancu na pokopališču, če se spomnite, je pokopališče tudi iz Prve svetovne vojne, tam so pokopani večinoma madjarski vojaki. No, in sem jaz slučajno šla v Bohinju, se rekla, bom šla pogledat, kaj je to pokopališče, kaj ne poznam. Sem bila čist privat zasebno. No, pridem tja, vidim grobove, križi stojijo, ukrajinski trakci, tako kot ta moj, recimo, ne. Zgleda, da neka organizacija prišla jih obeležiti, tak ne vem, kaj je bilo. In gor so trakci, tiste georgijski trakci, ne vem, če poznate ta znan simbol ruske vojske, georgijski trak. Torej, povrh so potem še dali to. In jaz gospodu Arihu razlagala, v kakšnem stanju sem bila, ko sem videla, da celo po smrti iz nas probajo narediti Ruse. To, kar se zdaj nam dogaja v Ukrajini, ne. Bomo še prišli do naše vojne zdaj, pa Druga svetovna vojna tudi je bila nekako prisotna v vaši družini.
Ja, to je zanimivo. Vi morate tudi vedeti iz slovenskega vidika, da in v prvi svetovni vojni in v drugi svetovni vojni smo Slovenci v pogovornem jeziku vse prebivalce Sovjetske zveze imeli za Ruse. Torej, a so bili Ukrajinci, a so bili Latvijci, Litovci, to so bili vse Rusi. Ne? In tudi na Gorenjskem, ko so naredili to kapelco, so govorili ruski ujetniki, ker so bili to vojaki ruske carske vojske. Zdaj, nihče pa ni šel takrat, niti za Slovence je bilo nepomembno, kaj je, tako kot so včasih nam rekli Jugoslovani, ne? Pa vemo, da so Slovenci, Srbi, Hrvati in tako naprej. Je bilo še tudi na Slovaškem ste imeli eno staro pokopališče, iz prve svetovne vojne, kjer so prav med obema vojnama naredili spomenik Jugoslovanov. Šele zdaj so dali noter Slovence, Hrvate in tako naprej. In to je seveda ostalo. Bi bilo pa zanimiva ta zgodba, kar je možno, ker se nikoli pa ni šlo ugotavljati v tem plazu, so bili vojaki ubiti ruske carske vojske, ampak kdo pa so bili po nacionalnosti? Prostite, obstaja debela knjiga in 300 priimkov in imen ukrajinskih, 100%. Tako da beseda Rus in Rusija ni sinonim. Torej nobene veze, kot bi rekli, morski prašič in prase. Mislim, to je to. Tako da nič, Rus pomeni Ukrajinec. Tako da so nam ukradli ime in zgodovino in vse drugo. Ampak to bo potem mislim, da se tudi zdaj prihaja pa do diferenciacije izraza Rus pa Ukrajinec. Ne? Prej je bilo vse isto, kar je shoda je vse isto, kar je dejansko napačno. In tudi ne samo v Sloveniji, tudi na zahodu, Russians, ne, se govori. Ne? Oprostite, morski prašič in morje, torej nobene veze nimajo, tako kot beseda Rus in Rusijan. Torej, oprostite, to poiščite in razmislite. To bo potem razmislite. No, če grem naprej, to se pravi, smo izvedeli in zanimivo je, ne, on je govoril, on je imel blazno ta možakar, ki je prišel iz prve svetovne vojne, predvsej pohvalnih besed o Ukrajincih, da so to neki nežni, prijazni, izjemno odprti ljudje. No in potem, preden sem šel v vojno v Ukrajini, sem poslušal še drugega sorodnika, ki je bil pa v času nacistične okupacije Slovenije prisilno mobiliziran v nemško vojsko, služuje v nemški vojski v Wehrmachtu v Ukrajini, kjer je tudi pač omenil te nacistične zločine, ki so jih izvajali posebne enote, kjer so predvsem Jude pobijali. Je pa seveda on zanimivo povedal, on je potem prebegnil na rusko stran oziroma je bil zajet, ker je bil Jugoslovan, je dosti v redu prišel skozi in sicer dali so ga v času, on je konec leta 1944 je bil zajet, tako da je leta 1945 in 1946 bil v vojaškem taborišču za ujetnike in so ga poslali v Ukrajino na stražarjenje kolhozov in polj, kmečkih polj. Zakaj? Ker takrat, takoj po drugi svetovni vojni, je bilo v Ukrajini strahotna lakota, ljudje so umirali od lakote, čeprav je bila vojna praktično že končana. In oni so tudi nemške ujetnike oziroma ujetnike uporabljali za to, da so čuvali polja krompirja. In če so, seveda on se je čudil, zakaj bom zdaj polja čuval s puško, se rekel, vsak Ukrajinec, ki bo prišel, ker so lačni, bo hotel ukrasti kakšen krompir in če ga vidiš, takoj ga ustrelj, brez stop, znak, ustavljanja, ti samo streljaj. Ne? On je sicer trdil, da ni nobenega ustrelil, ampak da so dosti ljudi pač na ta način enostavno ustrelili, da jim niti ni bilo treba, ustrelili so 3-4 ljudi, pa iz tiste vasi noben več ni prišel krasti krompirja. Plus tega so kolhozi so bili kmetijske zadruge, kjer so imeli živino, kjer so izdelovali skupaj v tem bolševiškem sistemu, pridelovali pridelke. In mene je zelo zanimivo bilo zdaj, ko sem bil tudi v Ukrajini, sem si s kolegi Ukrajinci ugledal ene par takih kolhozov in sem potrdil to, kar je tudi tam en sorodnik govoril. Če je to kmetijska zadruga,
zakaj je kmetijska zadruga, vsaj te, ki smo mi gledali v Ukrajini, obdana z betonskimi zidovi in stražarskimi stolpi in bodečo žico. Meni ni bilo jasno, zakaj rabite krave tako zastražiti in tako naprej. In so rekli, ljudje so bili toliko sestradani, da so enostavno kradli hrano. In je bila taka revščina, da so potem oni enostavno zastražili vse to. Tukaj bi še eno remarko, ker jaz izhajam iz majhne vasice, torej moji stari starši so bili kmeti. Babica je delala v kolhozu, dobivali trud od nite, bo se reklo, taka palčka, si prišel narediti palčko, to pomeni, da ti si bil ta dan v službi in na koncu so ti dali recimo par vreč s pšenico. To je bila tvoja plača. Dobesedno mi tega mogoče tukaj ne razumemo, ampak to je bilo skoraj tako kot suženjstvo. In oni niso imeli potnih listov do konca 60 let. Ni možnosti iti iz svoje vasi. Ti ne smeš, če si ti kmet, ti ne moreš iti v mesto živeti. A razumete? Ni bilo možnosti niti se preseliti. Ko bi bili feudalni sistemi, ti bi mogel tam pri tem kolhozu vedno biti. In tak bil sistem skoraj do 70-ih. Še vedno, da pri Hruščovu so dobili prva potna lista in potem lahko prihajali ljudje iz vasi študirati, se učiti in tako naprej. Pa, če še prišel ti prvič v kakšno ukrajinsko mesto, ti si mogel takoj govoriti rusko. Drugače si bil kmetavzer. To sem jaz sama doživela. To vam ne bom tega zdaj razlagala, kaj sem doživela, ampak sem to doživela. Tako da, taka situacija je bila, tako da odnos do svojega prebivalstva, kot da bi, za en krompir tega dobesedno lahko umorili, leta 32-33 med holodomorom, hvala Bogu priznan kot genocid lani, za temu se reče 5 klasov, kako se reče, 5 klasov žita. 5 klasov žita si lahko bil ustreljen ali so šel v gulag. Tako odnos je bil. Torej, če nekdaj vi slišite, da mi smo z Rusi neki bratski narodi, to je zelo tako. Niti bratranci. Bratski narodi tega ne počnejo. To pomeni, da to je bila v bistvu okupacija. Sam toliko let nam so to razlagali, da smo bratja, da smo začeli na koncu verjeti, smo učili, govorili rusko in tako naprej. In ta vojna, katero zdaj gospod Arjeh videl, zdaj on nam bo več povedal že o sodobni vojni, ampak meni zdi, da to je lepo narejeno, da ste videli, koliko časa ta uboga Ukrajina naša, se matra, že od prve svetovne vojne se nam to dogaja, 100 let se nam nekaj dogaja. Nikoli bi v življenju moja babica vedno rekla, sam da ni vojne. Jaz rekla, pa kaj ti razlagaš, seveda ne bo vojne. In zdaj so rekli, da iz Sovjetske zveze, recimo tam časa Brežnjeva se je bilo, da nikoli več je bil slogan, zdaj pa sodoben slogan Rusije, lahko ponovimo. Kakšen preobrat, iz konca 80-ih, začetek 90-ih, nikoli več od lahko ponovimo. In tiste lahko ponovimo, zdaj doživljamo mi, Ukrajinci, ampak se bojijo zdaj že baltski narodi in tako naprej. Zdaj bo gospod Arjeh več povedal o tem. Tle mogoče sam še besedo za nas Slovence zna biti zelo zanimivo, kako so ta Sovjetska zveza, kako je funkcionirala. Namreč, jaz sem se v času vojne pogovarjal tudi v vaseh, smo se ustavljali s starejšimi ljudmi, kako je bilo živeti v Sovjetski zvezi, kaj so oni vedeli o Titu, kaj so oni vedeli o Jugoslaviji, kaj je povprečen človek vedel o nas in kako so živeli. In to je dejansko tako, kot ste vi rekli, oni pač niso smeli še tako do 70 let niso smeli kar prostovoljno v Moskvo jeti ali pa prosto znotraj Sovjetske zveze potovati. Vedno so rabili od okrajnega glavarstva so rabili dovoljenje. Za tujino, zanimivo je, oni v Jugoslaviji so bili prepričani, da je to izrazito kapitalistična prozahodna država. Učili so se v šolah, da je Sovjetska zveza sama, ne Sovjetska zveza, Ukrajinci niso nič naredili, da so Rusi zmagali v drugi svetovni vojni. Torej, Zahod ni tukaj nič naredil. To je mene, sem rekel, kaj pa, ste se učili Normandijo? Ne, tega se nismo učili.
Tudi Ukrajinci žrtve, to pa so dali zelo ogromne žrtve v drugi svetovni vojni v okviru Rdeče armade. Ne? Je na ogromno število Ukrajincev bilo ubitih, pa tudi drugih narodov, ne? Ampak oni so se v glavnem učili o ruskem doprinosu, o ruski zmagi in oni so govorili, da na zahodne Združene države, Francija, Velika Britanija so nekaj malega tam se bojevali na zahodu, ampak drugače pa to veliki Stalin in velika Rdeča armada v bistvu sama premagala nacistično Nemčijo. In ne vem, a ste imeli vi isto? Jaz si vam bom še povedala, da jaz pred 15 leti do 2014 sem še možu govorila, torej sem že mogoče bila celo v Sloveniji, da jaz bi rada si maječko USSR. Da kaj oni tukaj Normandiji, vse smo mi vse naredili, nič ne vejo tisti zahodnjaki. Jaz sem to dobesedno doživela, to transformacijo in metamorfoze. Od tega, kar sem razlagala mogoče na prejšnjem dogodku, ko sem sovražila ime Taras, ki je zelo znano ukrajinsko ime Taras Ševčenko, Taras Bulba in tako naprej. Od sovraštva jaz sem poimenovala zdaj enega od mojih sinov, Taras. Ampak kaj sem jaz doživela? Da od majčke USSR do poimenovati otroka kot... Torej, v celo moje življenje, v bistvu, mislim skoraj, ta transformacija, ne? Kaj z mano ta imperij naredil, ker sem sovražila najbolj ukrajinsko ime, ker sem sovražila svoj jezik, ne? Mislim, to je grozno, ampak se nam svet spremeni v meni, recimo, še gospod Andrija mi je razlagal to, jaz sem rekla, pa no, nehajte mi tukaj razlagati, tok ste pameten, se jaz tam od tod prihajam, pa vse vem. 2014. se mi spremenil svet. Svet se mi spremenil, vse se je obrnilo z nog na glavo in tako naprej. Nekaterim našim Ukrajincem pa nažalost, tudi nažalost še zdaj, ampak večinoma svet se preobrne 22. Februarja. Ker eni so verjeli do konca bratstva. Lahko pridemo na to vojno, ampak še to bi rad povedal. Mene je bilo zanimivo, da so živeli v nekem mehurčku v Sovjetski zvezi, seveda, prali so jim možgane, otrokom so v šolah govorili in oni so dejansko živeli v nekem svojem svetu, z svojo zgodovino, z svojimi resnicami. Doprinos Zahoda je bil ničen v drugi svetovni vojni, torej izključno partizani in Rdeča armada so zmagali, kar je tudi zanimivo. Je pa to, ne? Oni so izjemno v Sovjetski zvezi zelo slabo živeli. Revščina je bila zelo velika, ampak so mi starejši Ukrajinci rekli, mi smo bili vsi veseli, ker smo vedeli, da v Nemčiji, v Franciji, v Združenih državah živijo še pa bistveno slabši kot mi. Ne? Pa se rekel, ja, kje ste pa to zvedeli? So rekli, pa so nam povedali v šolah, pa so nam povedali mediji. In pol je en zelo zanimivo, Ukrajinci iz Harkiva mi je rekel, da so jih povabili v kino pogledati, ajde vas zanima, kako se v Ameriki živi. Ne? Tam so lačni, tam nimajo služb in tako naprej. In so jih poslali v kino gledati in so vsi gledali, no, zdaj bomo pa zvedeli, kako se v Ameriki živi. In so jim pokazali črno-bele posnetke, to je bilo v 70-ih letih, črno-bele posnetke iz leta 1929, ko je bila zlom borze v New Yorku in kjer je bila res kriza, ogromno nezaposlenih. Se rekli, vidite, tako zdaj, leta 1975 v Ameriki živijo, nimajo stanovanj, nimajo hrane, boste vi srečni, smo revni, ampak imate vsaj službe, pa imate vsaj hrano. In oni so verjeli, ker so rekli, mi nismo imeli tujih časopisov, mi nismo smeli v tujino. In oni so mi rekli, edina država, v katero so lahko šli z dovoljenjem lokalnega odbora tele varnostne službe, je bila Bolgarija. V Bolgarijo so hodili, ampak so rekli, Bolgarija je bila super napredna država za nas. Sprav, komunistična Bolgarija je bila za njih med in mleko, se je tam sedeli. So rekli, Jugoslavijo, tisti, ki so pa v Jugoslavijo prišli s posebnim dovoljenjem, so rekli, to je pa Amerika, to je pa neverjetno blagostanje in tako naprej. Ne? Mi tega seveda, ker smo v Jugoslaviji živeli, nismo tako doživljali. Smo pa, ker smo šli v Avstrijo ali pa Nemčijo, smo pa videli tam, kaj je. Samo oni teh primerjav niso imeli.
so pa rekli prvič, to mi je pa en Ukrajinec rekel, prvič sem posumil, da nam lažejo, ne? Da pa ne govorijo resnice. In sicer mislim, da po smrt, da z Gorbačovom, ja, leta 86 ali ne vem, kjerga leta je on prišel na oblast, je prvič dovolil, da lahko v večjih mestih imajo tudi tuje časopise. Ampak to seveda ne katerekoli časopise, ampak glasilo Nemške demokratične republike, te socialistično, glasilo komunistične partije vzhodne Nemčije. In tam je bila ena revija socialistična, kjer so kazali slike iz Berlina. In na tej sliki je bil tudi posnetek zahodnega Berlina. In so oni videli tiste avtomobile, pa so videli tiste zgradbe, pa trgovine, so rekli, ne mogoče, da imate vi trgovine, kjer lahko prideš pa kupaš, kar hočeš, pa ne rabi za to 5 ur čakati, ne. In so bili oni tako šokirani, da so si v šoli vsi podajali to sliko. Eno sama majhna slikca je bila v tej reviji in so bili čisto šokirani, ker so ugotovili, da tam za železno zavesa pa očitno obstaja nek svet, o kateri ni taka beda, kakor oni govorijo, ne? Ampak to je mogoče, zakaj zdaj to sem namenoma se malo ustavil v teh zanimivih zgodbah, ker boste lažje razumeli, kaj se danes dogaja v Rusiji. Torej, je podoben sistem, kako je lahko manipulirati s prebivalstvom, ali pa jim prati možgane, da dejansko si mislijo to, kar bi rada oblast doživela. No in februarja, kot je rekla Ina, se je začela vojna. Jaz sem šel aprila z ekipo Televizije Slovenija v Kijev. Takrat so Rusi prodrli do samega Kijeva. Govorili so o tem, da ga bojo obkolili. Zanimivo, ne? Tukaj v Sloveniji, če se takrat spomnite, tudi na Televiziji Slovenija so bili nekateri naši novinari, kjer so napovedali, da bo to v enem tednu bo konc, Rusija bo zmagala, Ukrajina je konc, in tudi ruski mediji so tako poročali. Ko sem jaz prišel v Kijev, sem videl vse drugo, ne? Sem videl neverjetno odločnost, noro odločenost, ne? Brez orožja, ampak sam tisti pogum, ne? Pogum ljudi, ki so rekli, naj nas pobijajo vse, ne? Nam je vse, mi se bomo borili do zadnje ulice v Kijevu, ne? In to so tudi naredili, ne? Rusi so, jaz sem bil na fronti, smo šli kot prva slovenska ekipa, takrat z snemalcema slovenskima, Igorjem Vučićem, s katerim so tudi skupaj delala v Sarajevu, v Bosni v vojni, na Kosovo v vojni, v Iraku. Je imel zelo izkušen z nama, je bil tudi Sandro Dokić, snemalc. In ko smo mi prišli na to prvo frontno črto, smo dejansko videli, da so Rusi prodrli relativno nevarno blizu Kijeva. Oni so načrtovali, da bojo v hitrem sunku prišli, aretirali Zelenskega, oziroma Zelenskega so računali, da bo pobegnil, da bo vrh ukrajinske vlade pobegnil in bo praktično Ukrajina padla v parih dneh, vojska ukrajinska se bo predala. Nekako so računali na ponovitev dogodkov v času zasedbe Krima, kjer so oni v parih dneh, ruska vojska je prišla v specialne enote, prevzela vse upravne enote, zgradbe, policija se je razpadla, vojska se je razpadla in na nekaj podobnega so računali tudi zdaj, ker jaz sem prav videl posnetke tovornjakov, približno, bom rekel, 10 km od središča Kijeva so zastavili glavno kolono, tudi v Buči so vstavili glavno kolono ruske vojske, zato se je tudi ruska vojska ni naključje, da je v Buči bil tak masakr. Oni so se, ker so videli, da jim je načrt preboja in osvojitve Kijeva propadel, so se potem maščevali nad civilnim prebivalstvom, ampak tam so v teh kolonah uničenih na stotine ruskih vozil, so odkrili tudi tovornjake za
paradnimi uniformami. Ne. To se pravi, oni so načrtovali v parih dneh priti v Kijev, izvesti tam parado, pripeljati nekdanjega predsednika ukrajinskega Janukoviča, kjer bo on postal novi predsednik Ukrajine in Ukrajino kot prorusko državo znova popeljati pod okrilje Rusije. Vojaki ruski, smo tudi dobili te posnetke, ker so se ruski vojaki med sabo pogovarjali. Nihče ni pričakoval takšnega ukrajinskega odpora, nihče ni pričakoval take ukrajinske odločenosti. Moram reči, da sem bil tudi jaz, glede na vojaško situacijo, ki je bila takrat, zelo presenečen, od kje oni črpajo, ampak to je tisto neizmerni patriotizem, domoljubje, jih je gnal v neracionalna dejanja. Ker takrat se upirati Rusom je bilo relativno neracionalno dejanje. Glede na orožje, glede na pripravljenost takratno ukrajinske vojske, je bilo to po svoje noro, ampak izredno pogumno in domoljubno dejanje. In to se je seveda Ukrajincem obrestovalo in so uspeli ruske vojake ne samo zaustaviti pred Kijevom, ampak so jih uspeli potem tudi prisiliti, da so se umaknili in so dokončno opustili ta cilj. Tukaj bi dodala, ker res so se poslovili z Ukrajino na mednarodni sceni, nekako dali 3 dni, da celo Joe Biden nekaj rekel, bomo pogledali, bo napadel sam Donbas, bo šel naprej. So šli naprej, potem je šel Putin, so šli in potem, če se spomnite, mogoče mi Ukrajinci tega zelo se dobro spomnimo, kako nam, celo meni se zdi, da se začela obstajati beseda šolcing, nekaj obljubiš pa ne narediš, šolcing od Šolca, kanclera Nemčije, ki so nam na začetku obljubili 5000 vojaških čelad. To Ukrajinci dobro se spomnite, najbrž ne? Tukaj vas moram reči, so orožje vam ne damo, damo vam pa 5000 čelad. 5000 čelad. No, in mi smo dobili to obljubo pomoči od največje evropske države v najhujšem času svojega obstoja, ki ti rečejo, ok, bomo pa pomagali, 5000 čelad. Jaz moram priznati, tako kot bo gospod Arih rekel, mi smo bili mi tukaj, ukrajinska diaspora, to je bila taka panika, mi smo bili toliko panični, jaz sem 2 tedne sigurno nisem spala, nisem jedla, nismo nič mogli delati, ker mi smo tudi bili presenečeni. Moram priznati, da v bistvu je to zanimivo, ker ta vzpon patriotizma nekako se nam zgodi po Evromajdanu. Mogoče tukaj to šlo toliko bolj neopazno, ker so nam odvzeli Krim in Donbas, začela tam biti vojna so če traje 10 let, v bistvu. In ta vzpon začel tako, da take včasih hude dogodke življenjske ti nekaj dodajo drugo razmišljanje, drugo moč. Tako da jaz bom potem mogoče enkrat se vrnila k filmu gospoda Ariha, ki je naredil Vzhodna fronta bitka za Bahmut. Tam je bil zelo zanimiv prizor, je na RTV Slovenija, lahko pogledate v arhivu. Tam en ukrajinski vojak sedi pod drevesom in razmišlja, kako mi Ukrajinci nismo toliko imeli radi svoje države, koliko smo bili nehvaležni do svoje zemlje, do svojih dreves, ker ti lahko, ko zdaj izgubljaš, vse to začneš ceniti. Tako da res je bil tak, neznansko smo bili sami Ukrajinci zase presenečeni, koliko smo se uprli kakšni, v bistvu ogromni državi, jedrski državi. Je pa tle mogoče zanimivo, da ko sem jaz prišel čisto na začetku vojne, predstavljajte si, mi nismo smeli več po avtocestah voziti, ker takrat so bile vse glavne prometnice pod udarom letalstva. Torej na avtocesti je bilo riskantno voziti predvsem zato, ker po noči, če so razstrelili pol ure preden si ti to vedel, so razstrelili recimo avtocesti most, enostavno se ti ubil. In potem so nam tudi vojaki rekli, takrat, ko smo se prebijali do Kijeva, so rekli, sam ne po avtocesti, je enostavno riskantno, pejte po teh vaških cestah, po teh lokalnih cestah. Zdaj,
lokalne ceste v Ukrajini niso tako kot v Sloveniji. Lokalne ceste, to je več kot 25-30 km ne morete voziti. To je luknja pri luknji, to je, kadar je, nekatere ceste so mogoče malo boljše, ampak peska je zelo malo, to se pravi, kadar nismo bili takrat, kadar je bilo močno deževje in to je bilo blato, to je blato in pa sem se spomnil na nemško vojsko, ko so rekli, da jih je blato ustavilo v Ukrajini. Oni imajo prav izraz, Ukrajinci imate za obdobje blata nek izraz. Neko obdobje, kjer je samo blato, ampak dobro. Zdaj si predstavljate, ko smo mi šli tam v Kijev, takrat se je govorili, da bojo Rusi tudi uporabljali kemično orožje, potem množice ljudi objokanih, prestrašenih je drlo ven iz Kijeva, ker so vedeli, da če Rusi pridejo v Kijev, so se vsi bali, da tudi novinari so bežali, uradniki so bežali, zaradi tega, ker se je takrat govorili, našli so pri nekih ruskih vojakih spiske. Torej, oni vsako večje mesto, ki so imeli, kdo je v ukrajinski vojski, spiske, točno že naprej narejene. Kdo je v stranki, kdo je zagovornik Zelenskega. In v Buči, recimo so takoj, ko so pa ta mesta gor, pri Černobilu, oni so šli iz te smeri Černobile, so vsake mesto se ustavili, so imeli spiske, njihova obveščevalna služba in so začela aretacije delati. Oni so temu rekli politično nezanesljivih ljudi. Ne? Podobno kot boljševiki so delali. Isti sistem je bil. Se pravi, sovražniki države. Ne? In so aretirali bodisi lokalnega duhovnika, župana, občine, ključne ljudi, celo aretirali so učitelje te zgodovine, vem, ki so ukrajinsko zgodovino predavali. Sprav so imeli natančne spiske ljudi, koga in tudi v Kijevu isto. In zato, ker smo se mi vozili v Kijev, je bile množice, jaz sem nepredstavljivo, so drle ven iz Kijeva, mi smo šli pa edini, ki smo šli v Kijev. Ne? In so nam tudi vojaki rekli, ste nori, mislim, problem v Kijevu ne sem to, da je nevarno, da če bojo Rusi obkolili, je lahko to 1 leto, 2 leti, ne boste mogli iti ven. Ne? Če boste pa hoteli iti ven, če toliko tvegate, pa lahko izginete na ruski strani, tako kot so pač določeni ljudje tudi izginili, tudi ukrajinski novinari, ki so hoteli iti na rusko stran, oziroma so jih ruski vojaki presenetili, so jih pač ustrelili in pol so najdli 6 mesecev zatem njihova trupla. Tako da bil je drug, tudi ne samo varnosti element pomemben je bil tudi vprašanje hrane. Mi smo imeli denar, ampak nismo mogli niti enega kruha kupiti. Vse trgovine popolnoma izpraznjene. Vi niste mogli liter mleka dobiti v trgovini. Vse je bilo izpraznjeno. Torej, tako da smo, imeli smo zaloge hrane s sabo, zato smo vedeli, da si več kot 3 tedne v Kijevu ne moremo privoščiti. In restauracije, nič ni delovalo, popolnoma nič. Samo vojska je delovala, vojska je kuhala za svoje ljudi, so imeli neke javne kuhinje. Tukaj je bil tudi eden iz Kopra, en Ukrajinec, ki je dobavljal, ki je kuhal v Kijevu za te vojake, in pa ljudje, kakor so si sami zaloge naredili in so pač si delali za jesti. In seveda vsako noč raketni napadi, poslušali ste, mi smo bili v hotelu, kjer smo ponoči slišali bobnenje ruskih teh, mi smo rekli Katjuš, to so večcevni raketometi, torej vedeli smo, da se linija počasi približuje nam, ampak mi smo bili v hotelu, kjer moram reči, da ni bilo nekega strahu. V našem hotelu je bil tudi glavni štab Mednarodnega rdečega križa, tako da smo nekako računali, upam, da ne bojo Rusi tlele z raketo udarili. Ampak rad bi vam povedal, v tistih dneh, kaos, ljudje so prihajali do nas, tudi ženske so prihajale, so nas prosile, vi ste novinari, prosim moje otroke, rešite jih, prosim odpeljte jih ven. Ampak mi tega nismo mogli narediti. Enostavno nismo mogli narediti, ker za prideti ven iz Kijeva ste rabili po 2-3 dni, pa pol spet nazaj prideti in tako naprej. Ampak dobro, so se pol oni vseeno, tudi moram reči, tle pa je presenetljivo oblast
v tistem kaosu še vedno delovala. Še vedno je delovala komunalna služba, še vedno je delovala ljudem, ki niso imeli popolnoma nobene hrane, so delili vodo. Rakete, še vedno je čiščenje ulic delovalo. Mestni odbori so ljudi poskušali zaposliti, da ne bi paniko zganjali oziroma da jim dajo. Ljudje so hoteli nekaj storiti, niso mogli iti v vojsko, ne? So bili samo vojaki. Zdaj, ljudje so pa hoteli pomagati ukrajinski vojski. In pa so jih tle, moram reči, da v primerjavi z vojno v Bosno in drugim je tle Ukrajina pa naredila z odliko, ne? Kako je uspela civilno prebivalstvo zaposliti v interesu kompletne skupnosti. Ne, da so ženske po tem, ko so rakete padle in uničile vsa okna na bloku, so ženske se zbrale z metlami in so začele takoj se že čistiti. To je nepredstavljivo. V Bosni je to ležalo po cestah še 3 tedne. Prej je sploh kdo prišel čistiti. Ne, tle je lokalna oblast, ki je bila predvsem te župani, županska oblast je takoj organizirala neke delovne brigade, nekaj to in je to presenetljivo hitro funkcioniralo, ne? In pol imate take bizarne situacije, mi smo šli na linijo, so padale granate, 5 minut stran so pa komunalni delavci smeti pobirali. Ne, noro, ampak prihajali gasilci, prihajali osebje te reševalnih za bolnišnice, odpeljali ranjence in tako naprej. Ampak to je bil sam nekak začetek. Zdaj, potem pa seveda vojna, kakor smo se vračali v vojno, moram reči, da je pa zdaj vojna daleč najbolj me pa mogoče najbolj šokiralo, pa zadeva v Bahmutu, to se pravi ta vzhodna fronta, ki jo nekako mi imenujemo, to se pravi v Donbasu. To je že 23. leta. To je že 23. leta. Torej, že bil ta prelom, Harkov so odvzeli. Tako je. Pa Kherson, saj smo dobili. Pa je bila kontraofenziva, izjemno uspešna. Ja, ker potem pričakovali mi nekako pomoč zahodnih partnerjev, pa je nažalost ni bilo in v bistvu ta prelomnica ni se zgodila, ne? No, na nek način, ko so rekli, da bojo šli na Krim, pa potem nekaj tam pri Melitopolju, pa ni šlo in zdaj nekako ta fronta se drži, tako da tale 2022. Mi smo veliko pričakovali, ne? Zdaj pa... Velika pričakovanja so bila tudi vojakov. Zdaj, jaz bi vam rad povedal, kaj se danes dogaja na fronti. Če vi spremljate slovenske medije, praktično mislite, da tam vojna stoji in da se nič bistvenega ne dogaja. Razmere tam ne morejo biti bolj drugačne, kakor so. Kakor so nekako v javnosti, kakor prevladuje mnenje. Namreč, ko greste na to vzhodno fronto, to je 24-urni boj. Tam ni predaha. Kot recimo, jaz tudi nekako primerjam z Sarajevom, kjer je bilo 3-4 leta obkoljeno in so bosanski Srbi, vojska bosanskih Srbov je nenehno obstreljevala stopništvom. Mi smo takrat rekli, da je to nenehno obstreljevanje, ker nismo vedeli, kaj je ruska fronta oziroma kaj je ruska vojska. Zdaj vam bom povedal primer. Ko smo šli prvič v Bahmut, so zelo težko je kaj prijeti. Torej, delovati v Ukrajini, bom rekel, Bosna je bila veliko lažja, ali pa druga bojišča, Kosovo, veliko lažje delati novinarju na nekem bojišču kot pa v Ukrajini. Ukrajina je nažalost še vedno v veliki meri zbirokratizirana država. Preden dobite vsa vojaška dovoljenja, da pridete na fronto, je to proces parih tednov. Ne samo, da vas varnostno preverijo, kar je običajno v vsaki vojski in v vsaki vojni. Tle so seveda še neki uradniki, ki vam morajo to dovoliti, dovoliti in to izjemno dolgo časa traja. Moram pa reči, da če pa poznate prave ljudi, se vam pa odpirajo vrata. In jaz sem imel, moram reči, imam neke ukrajinske prijatelje, ki delajo tudi za druge tuje medije in so mi tle, moram reči, bolj njihova zasluga je bila, da sem uspel priti na prve bojne položaje v
takrat najbolj zanimivo v svetovnem formatu fronto na svetu, to je bila bitka pri Bahmutu. In sicer zanimivo je, ko smo se v Kijevu pogovarjali, so vsi v Kijevu te birokrati rekli, joj ne, ponavadi ljudje nočijo jedke, ponavadi ljudje bežijo iz tam, vi hočete jedke, ne, pa sem rekel, ja, to je naša služba. In ko smo prišli, smo šli v mesta najprej Harkiv, potem iz Harkiva smo se peljali v Krematorsk, Slavjansk, to se pravi dol na jug, na to fronto proti Rusom. In ko smo prišli nekako 15 km do fronte, so posod checkpointi, to se pravi nadzorne točke, vojska vas ne spušča več na to območje nobenih ljudi. Ne civilistov, ne, vi rabite posebna dovoljenja od vrha ukrajinske vojske, da lahko prečkate vse te nadzorne točke. In ne bom nikoli pozabil, mi smo se ustavili tam za 15 km od frontne črte in smo že slišali bubnenje, ne, od oddaljenosti, in to non-stop. To ni, tam pade ena granata, pa tam eno topništvo. Ne, to je non-stop bubni, tako kot da bi neki pokal ves cajt. Ne. No in zato je bilo zanimivo, ko vi vidite tiste utrujene vojaške obraze vojakov, ki prihajajo iz fronte, ne, vidite na obrazu vse, kaj se dogaja, in jaz po vseh izkušnjah sem točno vedel, kam gre. In ko mi je na nadzorni točki rekel, poslušajte fantje, kam greste, in smo rekli, gremo za Bahmut čez Časiv Jar, mesto. In je on rekel, poslušajte, jaz vam res svetujem ne jed danes, počakajte še en teden, ker jih vozijo ven, ogromno je ranjenih, ogromno je mrtvih. In rekel, vi ste še mladi ljudje, škoda, da bi izgubili življenje. Zdaj, moja dva kolega Ukrajinca sta rekla, midva ne grejo. Jaz sem bil takrat pač pred odločitvijo, da se moram v sekundi odločiti, kaj bom naredil. Vedel sem, da ne moramo en teden čakati, predvsem zato, ker dovoljenje od enega od generalov smo imeli samo za ta dan, ko smo odhajali. To se pravi, sem rekel, naslednji dan ali pa čez 3 dni lahko, da tega dovoljenja ne bomo več dobili, kar pomeni, jaz ne dobim reportaže, ne dobim slike in sem praktično zastonj sem prišel. Zato nisem pa seveda bil v poziciji, nisem pa hotel jaz tema dvema kolegoma Ukrajincama reči, poslušajta, dogovorili smo se za denar, pejte z mano, morate jeti, ne. Sem sicer nobenega ne morate prisiliti, ne. In jaz sem rekel, fanta, spoštujem vajno željo, vajne pomisleke, bom šel sam. In ona sta me tako pogledala, sem rekel, ti si nor, ne jed, ne, počakaj. Sem rekel, ne, jaz grem sam. Sem rekel, ne skrbta, pridem nazaj zvečer, vsaj dolgo, da pridem, da naredim nekaj posnetkov. Sem vzel njegovo kamero in zdaj pridemo na značaj Ukrajincev. Ukrajinca me pogledata in sta rekla, ne, s tabo greva. Ne bomo tebe pustili samega, da greš kaj. In sem si rekel, lejte fantje, pa mi nismo neki življenjski prijatelji, da bi to naredili. Sem rekel, ne tvegati, ker vajo tudi jaz nočem imeti na vesti. In sta ona rekla, kamor gremo skupaj. Če padeš ti, padeva midva. In mislim, jaz sem bil res sem bil ganjen, da sem videl to njihovo, kaj se vem, neko v današnjem svetu neobičajno ravnanje. In tudi drugi Ukrajinci bom pol povedal, ne, njihov odnos do nas tujcev, do nas novinarjev, to je taka odprtost, taka volja pomagati, oni nam, ne mi njim, oni nam, ne. Kar nisem pri nobenem narodu, niti pri Bosancih, ki smo nekako dosti bili blizu iz bivše Jugoslavije, take mentalitete, kot so Ukrajinci, jaz tega še nisem doživel. In ono, da ste vztrajali, ne, mi dva greva s tabo. Sem rekel, ok, fantje, da ne bomo čakali, dali smo polno bojno opremo in smo šli v avto, jaz sem skozi vozil in smo šli naprej. In v tistem trenutku
sem pomislil, smo vozili najprej do Časivjara, smo vozili najprej po asfaltirani cesti in potem se je začela slaba cesta. To je makadamska cesta in ko smo se vozili, zdaj problem je, ko se vi približujete Časivjaru, vas Rusi opazujejo z droni. In ko oni vidijo, da se približuje kakšno vozilo, nima veze, je to novinarsko ali to vojaško in tako naprej, ali pa prva pomoč, ali pa ranjence vozijo, njihov cilj je, da ga uničijo. Plus tega, ko smo se vozili, zdaj pa, nam so rekli, vozite čim hitrej. So rekel, ni problem, jaz lahko 150 vozim. Je v filmu, ne? V filmu je. Ja, to je bilo tudi v filmu. In jaz sem probal čim hitrej voziti, na asfaltu. Ko smo prišli na Makedan, je bilo pa, ker so Rusi streljali to cesto proti Bahmutu, je bila luknja pri luknji. In nisem mogel več voziti, sem rekel, uničem avto, gotovo. Bomo izleteli ven iz ceste in nisem mogel voziti več kot 30-20 km. To smo dobesedno po pol že šli in okoli so padale granate. Ne? Pa še vedno imate črne lase, vedno imate sivih las. Ne, ampak takrat, tisti trenutek je pa res po dolgih letih, da sem si pomislil, verjetno sem naredil napako. Kaj mi je bilo tega treba bilo, predvsem mi je bilo pa žal, če se nam kaj zgodi, da sta ona dva šla z mano. Ne? Jaz nekako verjamem, bom že se zvlekel, ampak najhujše je to, da vi pridete iz vojne, pa tvoj dober prijatelj umre. In ti veš, da je šel zato, ker si ti šel, ker je on hotel, ker je bil s tabo. In zdaj pol živeti s tem. Ne? In jaz sem takrat pomislil, niti ne moram obrniti. Videl sem tudi ob obrobju ceste, sem videl uničena vozila, ker so jih zadeli in so pač vsi bili ubiti. Ne? Ampak stara vozila, ne nova. In torej vedel sem, da Rusi so uspešni tle. To je padalo skozi, ampak sem rekel nič. Kar je, poti nazaj ni več. In smo šli, potem pridemo v Časivjar in se zmenimo, naredimo vklop za Dnevnik, za Televizijo Slovenija. Pokličem jaz naše, zveza je bila izjemna, na tej frontni črti je zveza, signal izjemno slab. V ta prvi dan smo še dobili veze, pa ne več, ker enostavno ni delal signal. In jaz pokličem v Ljubljano in rečem, sem tle proti Bahmutu, Časivjaru, bi lahko naredili en vklop, posneli posnetke, pa oni pravijo, ne vemo, če imamo plac, v oddaji, a bi mi to objavili, ne. Imamo neke kuške, ki so se zgubili tam in tako naprej. Se rekel, mi tle tvegamo svoje življenja, dobite ekskluzivne posnetke. Meni je ta general, ki je dal mojemu kolegu Ukrajincu, je rekel, vi ste edina ekipa, ki jih bomo dovolili. Edina pred nami, 2 dni pred nami je bil CNN, je bil Sky News in je bil CDF. Prav, vi ste 4. ekipa. Izkoristite tega, dam vam samo en dan. In jaz to njim povem, pa so pa oni rekli, ja pa dobro, ampak fajn bi bilo, in dobro, je rekel, se bomo zmenili, v redu, bomo objavili neko kratko zadevo in mi gremo se peljemo do nekega bloka, da smo šli v zavetje, ker vedeli smo, na kateri strani so Rusi, na kateri strani je topništvo, oni so začeli streljati ne samo s topništvom. To je kaos, to je res kaos. Na eni strani imate artilerija, padajo granate, potem imajo letalo, enkrat, dvakrat na dan pride letalo in raketira cilje. Potem zletajo helikopteri raketirajo ukrajinske položaje. Potem imate drone, to je noro, ampak to, kar sem vam prej govoril, primerjava s Sarajevom. Ko smo mi bili v Sarajevu, pa so napadali Sarajevo, je bilo tako. Bosanski Srbi so približno 4-5 ur, bomo rekel tako, od 9 zjutraj do 1 popoldne so non-stop granatirali. In takrat smo se vsi skrili in smo čakali, da mine. In vedno je bilo tako, počakajmo, ko bo minil, ko je bila pauza, mi smo temu, oni nadol so rekli, gremo na Marendo, gremo na Malco in takrat si imel ti 1-2 uri časa kot novinar, da si hitro posnel ranjence, civiliste in pa si se spet šel nazaj v tle. Tle tega premora ni. Ampak tega premora ni. Ni bilo 2 minut, ni bilo minute, da ne bi sam bum, bum.
Bum. Požgana zemlja, ali kako? To je noro, to ni enega lista, enega drevesa, nič. Ne? In tam ne morete, mi smo šli potem z vojaki v klet in smo čakali uro, smo čakali 2 ure in potem sem jaz fante vprašal, poslušajte, kdaj bo konc, kdaj bo malo pauze, ne morejo kar, prav ni pauze. Pa sem rekel, pa dobro, bo vsaj po noč, zvečer. Ne, celo noč, cel dan, non-stop. Da si predstavljate, kakšne količine orožja, kakšne količine streliva ti potrebuješ. To so tovornjaki dan in noč vozijo, da oskrbijo rusko topništvo s tako količino orožja. Kar sem opazil, je tudi to, da Rusi sam streljajo. To ni tisto, da bi merali, pa da bi probali nekaj zadeti. To samo žgejo, vsa na umno stran pošiljajo. A veste kaj, jaz bi tukaj mogoče bolj oštra bi bila majčken. Uničili so Mariupol, uničili so Bahmut, uničili so Časiv Jar, Soledar in tako naprej. Torej, to so uničena mesta, tam ni nič. Zdaj Volčansk, ne? Tam na bolj severno Harkov bombardirano, Avdijevka in tako naprej. No, tukaj jaz bom mogoče nekaj prizadela, kar je prijetno zaslišati, ampak mi Ukrajinci smo zelo prizadeti s tem, da neke fakse se zavzamejo, izjave se delajo in tako naprej, ko uničujejo Mariupol, uničujejo tista naša mesta, noben ni prišel od zunaj, noben ni šel ven, noben ni rekel, dajmo se ustaviti agresora, dajmo se ustaviti tega imperija in tako naprej. Tukaj, ko se dogaja s palestinskimi otroki, pa pridejo umetniki pa naredijo grobove. Jaz nimam nič proti otrokom, če se prav razumemo, ampak zakaj pa naši ukrajinski otroci, ki so deportirani, pa noben tega ne govori, noben ne spomni. Jaz sem vprašala nek prijateljski, kaj narediti eno dobrodelno še na začetku vojne, tako razstavo in so rekli, ne, vi ste z NATO, mi ne gremo v to. Kaj pa moji otroci, ubogi, tisti fantje, tudi ko ste vi rekli, ne na začetku, da dedek mogel bojevati, ki je bil pač v okupaciji, v okupacijski, zaradi tega, da pač je bil prisiljena okupacija. No, naši zdaj, da ne boste mislili, da to so tam ruski vojaki zdaj vojujejo. To vojuje Dagestan, Jakutija, Tuva, vsi mali narodi. Kje so tisti naši intelektualci, zakaj ne zavzamajo za tiste male ruske narode, ki propadajo, to dobesedno genocid našega naroda, torej ukrajinskega, plus tistih vseh malih narodov, sibirskih, kavkaških in noben ni šel na ulico, noben nič ne rekel. A to res tako nezanimivo potem, da cel Mariupol je zginil. Cela Avdijevka, cel to, jaz tega ne razumem, mogoče vi lahko razložite kot Ukrajinci. No, sej vam lahko povem tudi to, ta novinarski del. To se pravi, predstavljate si, padajo non-stop granate, padajo kaos totalni. Vi čakate tam v kleti, probam jaz si delati neke zapiske, pol slišiš ogromno kričanje, pripeljejo 3 vojake, enega brez noge, to je kričanje, to je kri po hodnikih, potem pride oficir s pištolo do nas, pa prav, da ne bi slučajno kdo to snemal. Brez dovoljenja nočem, da karkoli snemate. Mi rečemo, ni problema, ne bomo nad snemali brez dovoljenja in tako naprej. Vsi pod adrenalinom in seveda vi kot novinar morate pa razmišljati, seveda, da boste nekako umirjeno zdaj to povedali, neko poročilo dali za oddajo Dnevnik in jaz potem spet približno 45 minut sem klical v Ljubljano in enostavno zveze so bile tako slabe, nisem uspel dobiti signala, no enkrat mi je pa končno uspel in dobim vezo z njimi. In potem seveda zunaj bubni padajo, tret kaos in oni meni rečejo v Ljubljani, ja, dej bi naredili eno vklop, ampak bi fajn bilo, da se postaviš odzun na glavni trg, pa da je odzad tabla Bahmut. Sem si rekel, kakšen glavni trg, glavnega trga prvič ni več, drugič nobene table Bahmut ni več, ja pa en prometni znak, sem rekel, ni nobenega prometnega znaka več, gotovo je. In so rekli, ja, to pa nekaj, moramo zun nekaj narediti, ne. Pa sem se rekel, in pol mi pade linija in jaz enostavno sem rekel, fantje, mi bomo, nekaj moramo posneti, ker vi za oddajanje rabite zelo kakovostno povezavo video
tam je nismo mogli vzpostaviti. Zato smo se odločili, da bomo šli stran od fronte in tam preko satelita vzpostavili povezavo, da posnetke pošljemo v Ljubljano. Zato smo mi šli ven, kljub temu, da so padale granate, smo posneli material, smo laufali gor, dol, smo delali intervjuje z vojaki, ki so nam jih oni dovolili, da delamo z njimi. In pazite to, še isti večer gremo po isti cesti, ki jo skozi napadajo in streljajo, gremo nazaj. In sta seveda ta dva Ukrajinca rekla, a ne bi bilo bolje, da mi še kakšen dan tle ostanemo, postavimo čim več materijala in pol pošljemo to v Slovenijo. Jaz sem rekel ne, zato ker v Ljubljani strajajo, da morajo danes zvečer imeti vklop. In smo tvegali življenje in smo šli. In smo šli in so spet seveda obstreljevali tisto cesto. Mi smo imeli srečo, nobenemu se ni zgodilo, niti blizu sicer ni bilo, tako da ni bilo panike. In pridemo prepoteni, pridemo umazani, raztreseni do tiste vhodne nadzorne točke vozili smo se proti, gore Krematorska, spodaj Slavjanska, obratno. Ja, no, smo šli do večjega mesta in smo šli tam in zdaj dva Ukrajinca, takoj cigaret, pa se vlešt na travnik. Jer sem mogel pa se začeti pripravljati, da bom poročal za televizijo. Sta počivala, mi vse to naredimo. Jaz postavimo kamero, da bomo imeli vklop, dobimo vezo z Ljubljane, pa prav. Ja, veš, smo se pa premislili, mi mislimo, da ta Ukrajina vojna tudi ni toliko zanimiva. Ne bomo imeli vklopa, se vidimo kdaj drugič. Jaz nisem vedel, kaj naj obema Ukrajincama povem, da smo vsi tvegali noro življenje, da bomo dali posnetke, zdaj mi pa tam pravijo, da v bistvu pa sploh ni to toliko zanimiv in ne bodo rabili. In s takimi norimi razmerami, se nikoli na Pop TV-u, ki tazga ni dogajalo, ampak na RTV je popoln kaos in tle so oni dejansko, moram reči, načrtno tudi postavljali nas, našo ekipo v življenjsko nevarnost. Mrtvo hladni so pač rekli, da jih to ne zanima. Potem smo mi vsem se vrnili nazaj, posneli še nek material, nekaj smo enkrat tudi objavili, pa imeli smo še kar precej tega materiala, ki smo ga hoteli objaviti. In seveda meni so pa sporočili, da imajo druge stvari, da ukrajinska vojna pač ni toliko zanimiva. Sem rekel, kaj ste me poslali v Ukrajino, ne vem, zakaj hodim pol, ne. In so rekli, ne, da bojo že enkrat objavili ta material, ki ga bojo, do danes tega materiala nikoli niso objavili. Imeli smo ekskluzivne posnetke, jaz jih imam še vedno iz Bahmuta, imeli smo izjave vojakov, imeli smo izjave civilistov, ki tam živijo. Enostavno pač tega niso objavili. Tako da mislim, da je, moram reči, nek neprofesionalen in ignorantski odnos do vojne v Ukrajini je nepredstavljiv in meni je žal, da je tako. To je tako, ne? Ampak Ukrajina ne bo nikdar pozabila, tako da greste v zgodovino in to z velikim črkem. Jaz sem opravljal samo svoje delo, moram pa vam reči, da še to bi vam rad povedal. V tem kaosu, torej, ko smo bili v Časju Jaru, seveda tisti dan smo preživeli z vojaki. Ne si misliti, da seveda takšne nore razmere. Jaz sem bil, ne vem, meni se zdi, nisem nikoli štel v 15 vojnah v celem svetu. Jaz ki tazga nisem ne pričakoval, nisem si mogel niti predstavljati. Takšna količina orožja, takšni stalni napadi, dan, noč. Ampak jaz sem bil tam samo par dni. Zdaj pa predstavljate te vojake, ki so na rotaciji po 2-3 mesece. Vsak dan, vsako noč. In ne misliti seveda, da to ne pusti na njih posledice, ker sem jaz se pa z njimi družil. Zdaj, tlej spet, ne, civilisti, otroci, to so nore generacije. Te otroci, to bojo cela življenja čutili posledice. Ne?
Mi govorimo, joj, COVID, kaj je vplival na otroke in tako naprej. Ma kaj dol vojna, kaj je naredila z otroci? Pa ne samo z otroci, z starši, z odraslimi ljudmi. Ampak kljub temu, v tej noriji totalni, pride ven neka babuška in pravi, skozi ste mi, pravimo, Slovenija itak ni vedela, čeprav Slovenci, moram reči, da Ukrajinci kar zelo dobro vejo, kje je Slovenija. Tudi so me presenetili, da ta babuška ni nič vedela, kje je Slovenija, ampak sem ji rekel, Jugoslavija je vedela. In potem je rekla, pridite fantje, mi smo bili čisto umazani, smo grozni smo bili. In je rekla, pridite, boste jedli pri me. Pa kako jedli? Me je rekel ta prevajalec, ki je bil zraven od vojske, je rekel, ma nimaš babuška sama za jesti. Nimaš nič, je rekla, bom kruh spekla. In ni imela nič drugega, ni imela ne konzerve, pa smo jim mi dali neke konzerve, ampak to se mi je non-stop na različnih frontah dogajalo, da Ukrajinci popolnoma nič niso imeli, popolnoma nič, ampak vam bodo dali, če imajo to kozarce, vam bodo dali pa tole. Mislim, ima je to odnos do tujcev, do gostov, gostoprinstvo, ne vem kaj. Mislim, to, kjer se takaj tazga še nisem videl. Tradicija in recimo, res smo bili, ker mi smo imeli denar, ampak nismo imeli kaj zakupati, ne? In smo bili res lačni in potem so nas vojaki rekli, da smo mi neko piščanca dobili, pa bomo mi ga spekli, pa pridite k nam za jesti. Se rekli, ne moramo, ni šans, vi nimate za jesti. Ne, niso nas pustili. Ne, jedli boste z nami piščanca, pa sem rekel, mi smo danes lačni, pa še par dni bomo lačni. Pridemo čez par dni v Kijev, dobro, zdaj v Kijevu normalno, pridem v Kijev, pridem čez en teden v Slovenijo, bom jedel kot grof, ne? Vi ostanete tle, vi bolj potrebujete. Ne, nas niso pustili. Ali bomo skupaj jedli, ali bomo meni je zelo dobro, ki je rekel, ali bomo skupaj siti, ali bomo skupaj lačni. Skupaj bomo. In je, wow, ne? Zdaj, pri vojakih, pri civilistih, ne? Pri vojakih sem pa videl, da pri dosti vojakih se pojavlja ta shell shock, reče v angleščini. To se pravi, da zaradi nenehnega bombardiranja doživijo v možganih spremembe. In recimo je bil en vojak, ki enostavno je bil super borc, vse, ampak en dan se je zbudil in ni mogel več govoriti. Ni mogel več govoriti in je najprej je clov, ni mogel več govoriti. To je v filmu, ne? Ja, njega smo dali, to ni bil moj posnetek, ga je kolega posnel. Enostavno vam možgani ne sprocesirajo tega pritiska in koliko, jaz bi rad vam povedal, in to sem tudi njim govoril, vojaki so pa zanimivi, te radi poslušajo, tako, ko jim začneš nekaj govoriti, ker jih je zanimalo, kako je bilo v Iraku, Afganistanu in tako te vojne zgodbe smo si prepovedovali. In jaz sem jim tudi povedal, kako je vsi hočejo od mene zvedeti, ti si novinar, ti sicer veš, kdaj bo tega konc, kdaj bo vojne konc, kako bo Zahod ravnal, kako bo z orožjem. Zapravo so neka taka vprašanja, ki zanimajo vse Ukrajince, na katerih nihče nima odgovora. Imajo pač politiki, mi novinari še najmanj. Ampak zanimivo je, ko smo se z njimi pogovarjali take stvari, da jaz sem rekel, oni vsi upajo in nekako verjamejo, ne samo vojaki, tudi civilisti, ko bo vojne konec, bomo končno lahko zaživeli v svobodi, bomo končno živeli srečno. Jaz sem jim rekel, super, ko bo konc vojne, v redu, ampak pa vedite, da se za marsikoga takrat bo šele začel boj. Psihološke travme, ki jih oni bojo doživeli, ženske, ki so bile posiljene, ne bojo nikoli več iste. Vojaki, katerih najboljši prijatelji, očetje, sinovi, so bili ubiti na fronti, kjer so videli, kako so jih v krvi odnesli, ne bojo nikoli več isti. In jaz sem jim tudi povedal in to bojo leta in leta travm, tudi kakšnem se bo strgal, pa bo pobil vse domačine, mož bo pretepil svojo ženo. To se vse dogaja v Bosni zdaj po vsej tej vojni. Pa veste, koliko časa je že minilo od vojne v Bosni. Vam pa povem, to sem tudi njim govoril,
Jaz sem približno 4 leta nazaj delal dokumentarce za italijansko televizijo, pa tudi za RTV, o žrtvah v Srebrenici. Govoril sem s temi ljudmi, ki so preživeli egzekucije, ki so pobegnili iz jam, ki so uspeli ubežati smrti. Vsi brez izjeme so mi rekli, bi bilo veliko boljše, če bi takrat umrl, kot pa da danes živi. Prav, ni je to život. Ne? Oni životarijo. Vsi imajo take vreče nekih zdravil, ker se začnejo psihološke travme, to vpliva tudi na fizično zdravje, problemi z ledvicami, problemi temi, to so živi mrliči. In ljudje pri taki količini napadov, pri taki količini nasilja, kot je na vzhodni fronti, bojo travme, tudi teh vojakov, bojo travme neizmerno velike in bo tudi cena, ki jo bojo Ukrajinci plačali, se ne meri samo v ceni, ki jo vojna prinaša, ampak tudi potem posledice vojne. Jaz imam v bistvu enega prijatelja, zelo dobrega prijatelja iz moje mladosti, ki je že bil v prvi vojni, mislim, mi temu rečemo zdaj velika vojna, drugače vojna traja, ker sem zdaj nek projekt je dokumentarni, meni se zdi en festival ukrajinskega dokumentarnega kina, pa se reče 3 vojne, ki trajala, ne, 3 dni vojne, ki traja že 10 let, ki se je začela 300 let nazaj. Ne vem, če vi to razumete, ne? 3 dni vojne za Putina, ki hotel, 10 let to že traje, 300 let nazaj se je začela z okupacijo Ukrajine s Ruskim imperijem, Peter Veliki in tako naprej. In moja prijateljica dolgo niso hoteli, ampak reče, zaradi otrok jaz grem. So vztrajali do konca, ampak zdaj, ko s nekim bombardovanjem je bil, takrat je že bojeval, že takrat je šel majčken, mogel v kakšne tranquilizatorje jemljati. Zdaj reče, čist je šel nekaj mesecev celo v bolnico, pa tudi na tabletah živi. Ne mora spati in tako naprej, tako da zdaj v bistvu demobilizirali so ga. Ne more več bojevati moje starosti. Da, ne vem, kakšne stanje bo prišel, ampak ni več za vojsko. In to je problem v tem, da to si tudi zdravili zelo težko pomagaš. Mislim, Ukrajina, ne vem, koliko ima še razvit ta program za PTSD, za posttraumatske travme. Mi smo delali to tudi na vojnih dopisnikih v okviru BBC-ovega projekta Dark Center. In jaz sem bil v tej ekipi, kjer smo mi za svojimi izkušnjami pomagali novinarjem, ki so te travme doživeli. Problem je bil pa v tem, da so te novinarji, torej ti vojni dopisniki, večina je bila ločenih, večina je konzumirala alkohol, torej vse te svoje travme so poskušali nekako drugače rešiti, ampak to je bil velik problem. No. In mislim, da bo tudi za vojake in ne samo za vojake, tudi za civiliste velik problem, nažalost. No, jaz poslušam enega našega novinarja, politolog in publicist, zelo zanimiv človek, Vitalij Bortnikov. On tudi v angleščini zdaj naredi prispevke, če vas malo zanima, kako mi to razlagamo in tako naprej. Tako da, sem nekaj povedati, pa sem pozabila, smo govorili. O posttraumatski, no, on to reče, to, kar mi zdaj živimo v šoku, včasih si v šoku, ne, adrenalin deluje, pa ne razumeš, kaj s tabo se dogaja, recimo, ko se nekaj zgodi z nesreča, pa to, pa ti ne čutiš bolečine, ne? Ta bolečina bo res, kako ste vi rekel, prišla kasneje. In to jaz, danes so nas klicali iz enega časopisa in vprašali glede mobilizacije. Ta prisilna, ta zakon o mobilizaciji. Jaz sem dolgo se razjezila, da ni zapovedati, se rekla, pa dajte mi, nič ne govorite o nas že nekaj časa, ker tukaj nekaj Zelenski, nekaj njegov se končal, a demokracija, ne demokracija, tukaj mobilizacija, ne mobilizacija, se mi dobesedno umiramo na očeh Zahoda, Zahod pa se odloča, a mi lahko streljamo po ruskih črpalkah, a ne smemo mi streljati po ruskih črpalkah. In potem na koncu v bistvu deluje vse po gospoda Putina besedih, da to je specialna vojaška operacija na teritoriju Ukrajine.
Kaj pa smo mi tukaj Ukrajinci, a smo mi neki zajčki, da na nas preizkušajo orožje, Rusi pa Kitajci pa Korejci. Zahod pa jaz razumem, mi smo tudi na Zahodu, ne, no to je vprašanje, jaz ne vem kako zdaj, ker on v vsakem svojem prispevku, gospod Putin, če vi ga poslušate, kako se je on začel in kako zdaj nadaljuje, on ne bojuje z Ukrajino, on bojuje z NATO in Zahodom, poslušajte njegove besedila. Mi pa se delamo, da ni nič, smo se ko smo se srečali na začetku, smo se pogovarjali, vse, kaj mi Ukrajinci tudi smo se delali, da ni nič, Gruzija je nekje daleč, kaj pa nam Gruzija daleč, ne? Pa potem Krim, pa potem Donbas, zdaj Kijev in mi se tukaj, če pogledamo kakšnega soseda, ne, na vzhod, recimo na vzhodu, ne, Slovenije, ki neke take nosi na športne dogodke, nosi taka velika, ne vem kaj. To lahko toliko nevarno, da mi se ne moremo predstaviti. Mi zapiramo oči, delamo se, da ni nič. Jaz ne vem, če to je to pametno, ampak jaz ne vem, meni se zdi, da Zahod tudi nima nekega odgovora, kako reagirati, kaj delati. Je pa eno, to se pravi, eno so to seveda človeško življenje in travme in pa izgubljena človeška življenja, ki nikoli več ne bojo vrnjena. Drugo je pa gospodarska škoda. To je pa zanimivo, ko se boste iz Kramatorska, Slovijanska dol Donbas. To je nepredstavljivo, kakšno, zdaj, ko govorimo o tej količini orožja in to so, bi lahko rekel, 20-30 mest, kot je Ljubljana, ker tam oni rečejo, Kramatorsk, to je neko manjše mesto, to je majhno mestece, pa vidite, da je kot Maribor, ne. Torej, v Ukrajini je vse veliko, vse je gromozansko veliko, Kijev, ne vem, 5 milijonov prebivalstva. Gromozansko mesto. In ko vidite recimo ta mesta, to so Bahmut, ko so Adijevka, tudi še prejšnja, torej vsa ta mesta, ki so velikosti Kranja, Celja, Maribora, to so popolnoma porušena. Tam ena hiša ne stoji. Se pravi, mi smo se ravno s temi Ukrajinci pogovarjali, tam obnove ni, tam nimaš kaj obnavljati, tam lahko samo vse zrušiš, pa komplet vse na novo narediš. Tam ne obstaja ničesar, kaj bi lahko obnovil. Ne? In ta gospodarska škoda bo enormna, da vam pa še na koncu recimo povem to, kakšen je obseg, to je 1500 km dolga fronta in vsak dan, jaz malo beležim, ko dobivam informacije, vsak dan je recimo približno na 78 mestih te kilometrske fronte, je na 78 ali pa 60 do 80 mestih poskus preboja ruske vojske. Ruska vojska gre v juriče, pa poskuša napadati, pa poskuša prebiti, pa so zavrnjeni, pa mogoče kakšno vas zavzamejo, pa čez 3 dni spet Ukrajinci nazaj zavzamejo. Je neka... Ko zombije. Ja, in je noro in tudi vojaki, recimo, ko smo bili v teh rovih, to so kot zombiji, to ne spijo, ne vejo niti kjerga leta smo, čisto odpeljali se jim je. Ne? Mislim, to je noro, kaj lahko neke nenormalne razmere naredijo s človeškimi možgani. Ko ti poskušaš racionalno razmišljati, pa poskušajo, ne vem, najdete enega psa, pa ga hranijo tam, pa prav to je edina stvar, ki me drži po konci, nek psiček, kako rečejo psu? Pesek. Sobaka, ja. Tako da neke majhne detalje poskušajo najti, da vzbudi v njih človečnost. Drugače pa samo rabot, samo da preživiš. In oni prihajajo, to so tudi nore situacije, mi včasih v Jaru smo prišli, so imeli tudi 5 ruskih ujetnikov, dan prej je bil frontalni napad ruskih enot, pa niso uspeli prebiti, pa so pol 5 Rusov ujeli. Jaz sem videl tiste Ruse, to so vsi mladi fanti, to je k živino v klavnico pošiljajo, to je res noro. Pa grejo. In grejo, zaradi tega, ker imajo... Ker se boji svojega nadrejenega. Ja, pa imajo v ozadju, saj to so oni govorili, v ozadju so enote in če se ti vrneš nazaj, te ustrelijo. Zdaj pa več imaš šans, da probaš priti k Ukrajincem, pa se predaš,
kot pa da greš nazaj, ker te bojo definitivno ustrelili. To je še star sistem iz sovjetske vojske, iz Rdeče armade, iz druge svetovne vojne. Ampak Umikani. sem rekla, to oni tiste sibirske narode, naši fanti, ki so zdaj okupirani, oni takoj naše poslali, da ne boste si mislili, da oni svojih tam iz Peterburga pošiljajo. Tam Američan iz Moskovčan pride mogoče slučajno. To so prva tale linija, potem zeki temu se reče, zek to je ujet, kako se reče, tisti, ki je v zaporu, v zaporu, zaporniki, zek, taki uporabljajo, zdaj smo že pozabili na tega Prigožina. To so bili, oni so prihajali, to skoraj bil uradni sistem, prišel Prigožin v zapor, pa zaposli tistih fantov. Pa eni imajo 6 mesecev, do konca pa vseeno gre, jaz tega sicer ne razumem, ampak izgleda, da so, jaz ne vem kaj. Ampak okej, to smo že pozabili, tisti vojaški, kaj oni zdaj tam. Mislim, to je taka nevarnost zraven nas, jaz tukaj govorim zdaj kot Evropejka, ne, jaz sem pač mama 3 otrok, ki tukaj živijo, tako da nisem sam, to razlagala gospodu Arihu, nisem samo ukrajinska aktivistka, sem tudi slovenska aktivistka. To, kar se dogaja v medijih, to ni v redu, to ni normalno. To enostransko neko poročanje o enih, o drugih pa ni nič in tako naprej, to mi moramo biti vsi zaskrbljeni. Jaz vas lepo prosim, pejte voliti na evropske volitve, ker to ni smešno, mladi sploh ne hodijo na volitve, tako da ne vem, Evropa je, jaz to gledam kot veliko nevarnost, ker ta vsa unija vzhodna, od Koreje, Rusije, Kitajske in Irana, to nam nič dobrega ne kaže, ne? Pač ta demokracija, za katero je prišel Putin, pa smo se mi ustavili Ukrajinci, pa noben nas ni prišel podpreti. To je že takrat se videlo, pa ne moreš ti spustiti enega diktatora, da pride tukaj pol države zapre. Demokracija to ni prazna beseda, to mi moramo, ker mi Ukrajinci zdaj to razumemo, se zdi, da v Evropi to so pozabili. To ni prazna beseda, demokracija. Se nam zdi, da to ni nič, tako kot sem jaz rekla, kadar zgubiš, razumeš. Če nekaj dovolite, lepo prosim. Je tako. Torej, večkrat je omenjeno to, kdo so sploh Rusi. Torej, vprašanje, ali so sploh Slovani. Torej, moj odgovor je 20% je tam Slovanov in 150 narodov in narodnosti. Tako da smo si na jasno, nobeni Slovani niso, zato nobeni bratje nismo. Tako da pa recimo 30 narodov je že izginilo, veliko večjih kot je slovenski narod. In želijo isto asimilirati Ukrajince, narediti nekaj drugega. Da bomo mi Rusijani, a mi nismo, mi smo v bistvu Rusi. Pa ta prehod je zelo pomemben in sem vam zelo hvaležna, gospod Arih, smo že proti koncu, tako da ne bomo vas preveč zadrževali, ker ste že toliko nam danes veliko dali vsega za premisliti, za razmisliti, pa jaz sem zelo hvaležna. In tale, kar ste rekel, omenjal na tistem prejšnjem dogodku, da tale izgovorjava, mi tukaj se naše društvo, sicer pišemo se Ljubljana, Kijev, uradno, zadnje čase po veliki vodni, prav ustrajam, povsod pišem Kijev čez I, da ne bo slučajno Kijev, ker to je izpiranka iz ruščine, isto kot Moldavija, to je tako po rusko, kot bi še vedno bil ta imperij. Kirgizija, tam noben tega ne reče več. Moldova, Kijev, Lviv, Harkiv že nekako se premika, ampak Kijev, 2-krat smo pisali na ta urad, 2-krat so nas zavrnili, tako na grd način bi jaz rekla, da tako, kdo ste pa vi tukaj, pa skaj vi se vmešavate v slovenščino. Saj jaz ne vmešavam se v slovenščino. Ne, to sploh ni slovenščina, problem je v tem, da zdaj, da boste vedeli, zakaj gospa govori, gre za to, da v Ukrajini mesta, kot so Lviv, kot so Harkiv recimo, ali pa Zaporižje, jih Ukrajinci seveda izgovarjajo in pišejo tako, kot sem jaz zdaj izgovoril. Seveda za ta mesta so se v času Ruskega imperija pa Sovjetske zveze uporabljala tudi ruska imena. In slovenščina uporablja ruska imena za ukrajinske. Nekaj podobnega je bilo tudi v času pred Prvo svetovno vojno, so vsi tuji mediji za slovenske kraje uporabljali nemška imena. Torej, če boste brali ameriške ali pa angleške ali pa francoske časopise, z mesto Ljubljana vedno pišejo kot Laibach. Ne? Zato, ker je bila takrat Avstro-Ogrska in tako naprej. Potem, ko se je to spremenilo, so oni začeli dobesedno vedno potem pisati Ljubljana. Zdaj, pri teh ukrajinskih imenih je tudi
Zahod, to smo se s tujimi novinarji pogovarjali, so tudi ameriški, angleški, zahodni novinarji vedno uporabljali ruska imena za ukrajinska. Ampak z Majdanom in z osamosvojitvijo Ukrajine so začeli striktno uporabljati ukrajinska imena, ker če tam živijo Ukrajinci in svoje tako imenujejo mesta, potem je normalno, da jih imenujemo po ukrajinsko, ne po rusko ali pa po angleško, lahko bi tudi po angleško jih imenovali, ampak jih ne, pač jih imenujemo tako, kot una država ali pa prebivalci te države se imenujejo. Ne? In tukaj pa pred nami problem pa postal, da Sloveniji pa mediji so se oziroma na RTV-u, pa tudi drugi mediji so se odločili, da bodo še naprej uporabljali uradna ruska imena. V nasprotju vsi tuji mediji, torej CNN, BBC, nemški mediji, CDF, ORF so spremenili. So začeli dobesedno uporabljati ukrajinska imena, mi še vedno vztrajamo na ruskih imenih. In tudi meni se je zgodilo, da sem objavil prispevke iz Lviva in v začetku, ko govorim v Lvivu, ne v Lvovu, tako kot Rusi rečejo, so mi tisti del prispevka izrezali in ga niso objavili. To je meni nepojemljivo. Ne? Ta nerazumevanje, ker tudi jaz verjamem, da vam težko razumeti tale zgodovinski del, ker tak narejen prevod, ki se reče Kijevska Rusija. Take države nikoli ne obstajalo. To so izmislili v 19. stoletju zgodovinari. Rekli so vedno Rus, brez Kijevska, Moskovska, Vladimirska, Suzdalska, to že jaz sem šla predaleč, ne? Ampak ta prevod Kijevan Rus, prevaja se v francoščino, recimo, La Russie de Kiev, Kijevska Rusija, in mi potem ne moramo razumeti, ker se nam zdi, Rusija pa res toliko daleč je bila, pa ni, ker je bila Moskovija na začetku. In to nepravilen prevod, na začetku vojne en gospod zgodovinar, moram najti nujno njegovo ime, prav vztraja, reče, to mora biti ta predelano, to gospod Hevka točno ve, ker se malo nasmeje, ampak to je življenjsko delo gospoda Andrije, ne? Ker to, če vi ne razumete, kaj je ta Kijevska Rusija, ker ne obstaja tega, to nekaj, ne morete vi razumeti, zakaj Ukrajina pa Rusija zdaj se bojujejo, v bistvu dobesedno. Torej, eno vprašanje, kdaj so Rusi postali Rusi? Šele v 18. stoletju. Gospod Andrej, jaz bi zdaj uradni del zaključila, da če ima kakšno vprašanje. Zdaj mi bomo to, mogoče za kamero se zahvaljujemo, da ne bomo držali fanta v službi, ampak če ste pripravljeni še odgovoriti na kakšno... Če imate kakšno vprašanje, absolutno. Vprašanje, jaz imam še gospa Irina, če lahko... Vi obvladate ruščino, ali ste se v angleščini pogovarjali? Ne. Jaz rusko razumem. Tudi ukrajinsko sem kar, lahko vam rečem, da tako je. Z znanjem Ukrajinci nas skoraj nič ne razumejo, praktično nič. Rusi isto ne. Je pa obratno, mi pa njih ja. To se pravi, vi kombinirate srbske besede, hrvaške besede, slovenske besede in potem mislim, da Ukrajinci tam v 80% pa Ruse lahko razumemo. Jaz sem razumel vse, kaj govorijo, samo vse pa sem se naučil par teh stvari. Ampak lažje razumete Ukrajince kot Ruse. Ja, definitivno. Nekaj je noter, ampak se opravičujem, zdaj še sam uradni del zaključimo, pa potem bolj sproščeno. In vem, pač ste razlagali, da je težek poklic, ne da bi vi tam se ga potem napil, pa to, ampak gre za prav tale simboličen, vi najbrž poznate tale zelo, ker Ukrajince tudi rešilo med začetkom vojne humor rešil. In tale zgodba o tistem vojaku, ki nekam pošilja ruski korabelj zelo predaleč, bi tako rekla po domače, ne? In to je ta simbol, tako jaz ne vem, če boste to spili ali obdržite za našo zmago. Tako da hvala vam, da ste šel tja, to vse prikazati, ker to izjemnega pomena. Novinarsko delo, to mogoče zdaj, veste, to s tistimi vsakimi mediji, ki se obstajajo, ampak brez tega poklica noben bi ne vedel, kaj se je zgodilo v Buči, kaj se je zgodilo v Borodjanki, kaj se je zgodilo v Bahmutu. Upam, da tiste posnetki kdaj bojo prišli tudi na svet in da niste vi šli takrat žrtvovati dobesedno svoje življenje. Tako da sem zelo hvaležna. Par knjig tudi od gospoda Hevke je nekaj noter knjiga,
od Ane Politkovski tudi knjiga, pa še en tak ukrajinski tom, jaz bi rada, da vas poslikam zraven, da jim pošljam, ker delajo promocijo zdaj. Pa da bojo veseli vedeli, da novinar slovenski, ki je bil tam, da malo jih promovira. V redu, hvala vam lepa še enkrat, res srca. Hvala lepa. Res, hvala lepa, hvala. Ali se ji odpovedam honoraru, tako da to vse hočem povedati, da ja, hvala lepa.